Za razstavo sem izbrala dva predmeta, plišastega medveda pa italijanski potni list. Predmeta sta tematsko povezana in sicer prek osebne družinske zgodbe z migracijsko tematiko. Gre za zgodbo iz moje družine, ker sem ta dva predmeta jaz darovala za Slovenski etnografski muzej. Plišasti medved je pripadal mojemu očetu, Bojanu Zidariču, sinu tržaških zamejcev, ki sta zaradi fašizma in zaradi poroke emigrirala iz Trsta v Ljubljano. Kupljen je bil v 50. letih 20. stoletja v Trstu in ker je bil njegov oče predstavnik gospodarske zbornice Slovenije v Jugoslaviji, se je potem družina iz Ljubljane tudi mnogo selila dalje po svetu, v Celovec, v Madrid, v Mehiko in pa potem nazaj v Trst. Ta italijanski potni list je pa pripadal njegovi mami, Nevi Zidarič, ki je po drugi svetovni vojni zaradi poroke emigrirala iz Trsta v Ljubljano. Iz njega je tudi lepo razvidno, kako so ji fašisti za časa druge svetovne vojne ime in priimek poitalijančili iz Neva Zidarič v Nivea Tigliani. Potni list sam je bil pa izdan za potrebe enoletnega bivanja družine v Celovcu. Potem, kar se mi je zdelo zanimivo v zvezi z medvedkom, kar se tiče nekega širšega nacionalnega konteksta, je sam razmah proizvodnje in prodaje teh plišastih medvedov kot en vseevropski, transnacionalni kulturni pojav. Ta tako imenovan teddy bear je svoje ime dobil po ameriškem predsedniku Theodoru Rooseveltu, ki se je nekoč na lovu usmilil majhnega medvedka in ga ni hotel pokončati. Nekdo je na to temo narisal karikaturo, ki je potem obkrožila Ameriko in to je videl nek proizvajalec igrač, ki je potem izdelal prvega plišastega medveda in predsednika prosil, če ga lahko po njemu poimenuje Teddy. Istočasno je pa tudi v Evropi nemška proizvajalka igrač izdelala prvega plišastega medveda in takrat so bile tudi ustanovljene mnoge slavne tovarne igrač. Ti plišasti medvedi pa še danes veljajo za eno izmed najbolj priljubljenih igrač, plišastih igrač. No, tako da tukaj je mogoče neka trojna, večplastna interpretacija. Najprej gre za to osebno družinsko zgodbo za migracijsko tematiko, potem ta širši, transnacionalni, vseevropski kontekst, pač proizvodnje plišastih medvedov in pa pri potnem listu se odpirajo tematike, kot so fašizem, migracije, zamejcev, Jugoslavijo, slovenski zamejci, druga svetovna vojna. Potem pa je še tretji zanimiv vidik in sicer, da sta tudi sama predmeta migranta. Recimo potni list je prav izdelan z namenom, da človeku lahko omogoči migracijo in pa ta medved pa se je po svetu selil skupaj s selitvami te družine. Potem pa mogoče še neka čustvena komponenta predmetov, vsakdo nosi s seboj spomine na otroštvo, na igre, igrače. Mogoče so ravno ti spomini eni izmed najmočnejših spominov na otroštvo in pa neko mogoče stilsko občutenje preteklosti v slogu oblikovanja, drugačnih materialih, naprimer telepisavi, pri potnem listu in tako dalje.